danes je tak lep dan in sem se odločila, da bom šla po medvedji luk. Mogoče vam je že znano, kaj to ime rastline po domače pove, in to je sicer čemaž. Zelo diši tule po česnu, ga je pa že kar dovolj in je tudi nekako zdajle kar najbolj primeren čas za nabiranje. Čemaž je v bistvu, bomo rekli, kar ena divja rastlina 1A. Najbolj primerna je nekako, bom rekla, za vstop v svet užitnih divjih rastlin. Zelo dobro je splošno razširjen, lahko je prepoznaven, vsaj za tiste, kateri ga že res dobro poznamo. In pa nekako uporaben je praktično skoraj v vseh jedeh, lahko rečemo, no. Rastlina raste lahko na vlažnih tleh, tudi nekoliko suhih tleh, drugače pa bolj v bukovih gozdovih. Ima čebulico in spada v družino torej čebule in pa česna. Kako ga najbolj prepoznamo? Ima take suličaste oblike listov in ki poganjajo iz zemlje. Takole. To je nekako prva razlika med vsemi tistimi divjimi ostalimi rastlinami, ki so strupene. Njegovi listi so rahlo svetlikajoči in pa gladki. Medtem ko na primer zelo lahko ga zamešamo z rastlinami, kot so šmarnice, ampak tiste so kasneje, tam nekje v mesecu maju. Potem jih zamešamo za jesenski podlesek. Jesenski podlesek ne naredi takole samo enega lista iz zemlje, ampak naredi steblo, iz tistih pa gre več listov, ki so pa veliko bolj ozki. Lahko rečemo, da so polovični tegale lista. In pa veliko bolj trdi, mesnati. Seveda pa tudi nimajo tistega izrazitega vonja po česnu. Tisti, kateri imate težave z vonjem, imate tudi težave z okusom, zato si le dobro zapomnite to razliko, torej med listi. Ti so takšni suličasti, ima vzporedne žile in pa kasneje potem zacvedi podobno, kot da bi gledali drobnjak, vendar ima nekoliko redkejše soцветje in pa belo cveti. Lahko ga nabiramo praktično čez celo leto. Zdaj pač nabiramo liste, potem kasneje nabiramo tiste cvetne popke, katere lahko vlagamo tudi v kis. In pa v jesenskem času nabiramo čebulico, katero lahko prav tako vlagamo in uporabljamo potem naprej pri pripravi jedi. Čemaž je nekako najbolj učinkovit, kar velja pač isto za čebulo in česen, da vpliva na našo prebavo, močno prebavo. Torej, da je naša presnova uspešna, bom rekla. Potem čisti kri, skrbi za našo krepko srce, poživlja žleze. Zelo dobra je pa tudi, ker razkužuje dihala in uravnava krvni tlak. Torej, nekako kako ga pa shranjujemo? Zdaj, če ga boste sušili, izgubi tisti svoj značilen vonj in pa tudi kar določene tele zdravilne učinkovine. Zato je najboljše, da porabite svežega, ga vložite, ga pripravite kot pesto. Lahko ga tudi zamrznete. Tam sicer začne potem počasi tudi izgubljati svoj vonj in učinkovine, zato je pač ga porabimo čim prej. In pa če ga zamrznemo, ga uporabimo le na koncu jedi.
No, tule zraven se bohoti pljučnik, tudi zdaj primeren čas za nabiranje pljučnika. Zelo dober za naša dihala. Takole izgleda rastlina, da ga boste lažje prepoznali v naravi. Tako, jaz vam želim lep dan še naprej, veliko nabiranje, pazite pri nabiranju. Torej, ne zamenjajte čemaža za jesenski podlesek, za šmarnice, za kako belo čmeriko. To so rastline, ki so strupene in delajo v bistvu stebla. Iz stebla pa potem rastejo listi. Tako da težko jih boste zamešali. Čemaževi listi so zelo mehki, rahlo svetleči in imajo izrazit vonj po česnu. Tako, lep dan še naprej.